enkrat rata, enkrat pa ne rata. Se mi zdi, da ga ni trenutka, vsaj zdaj se ne spomnim, da bi rekla, da bi pač obžalovala vztrajnost ali pa trma. V bistvu včasih moraš iti tudi z glavo čez zid, ampak v tistem pravem trenutku. Deset let izjemnih zgodb. Zgodb o mladih, ki pogumno stopajo na športno pot. O premagovanju strahu, o vztrajnosti, o prijateljstvi, o tem, kako šport oblikuje značaj in vrednote. S projektom NLB Šport mladim podpiramo več kot 10.000 mladih športnikov iz vse Slovenije, ker vemo, da šport ni le igra, je šola za življenje. Mladim stojimo ob strani, ko padejo in se poberejo, ko presežejo meje in začnejo verjeti v svoje sanje. NLB Šport mladim, ker verjamemo, da če lahko uspe le enemu, je vredno podpirati vse. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Metro minutke. Danes je z nami Ana-Marija Lampič, naša uspešna biatlonka. Pozdravljena. Živijo. Ana-Marija, mogoče za začetek spregovoriva o tem, kaj te najbolj motivira, da si še bolj odločna pri treningu oziroma postavljanju novih izzivov. Tako zdaj, da bi točno rekla, da imam tiste določen cilj, to ne, ampak imam tako male cilje tako naprej postavljene, mogoče tudi bolj motivacijsko glede treninga, da recimo si, ne vem, rezerviram kakšen koncert ali pa tako naprej in delam si, da klele imaš koncert, zdaj bo treba 2 meseca fino se potruditi, vse oddelati in potem je nagradica. In lih tako pač gre tudi s tekmami, ko se začnejo, se pravi od konec novembra. In to je v bistvu neka nagrada za nas, ko pač treniraš v bistvu od maja do oktobra, se pač fokusiraš, da boš čim boljši čez zimo, švicamo, se pač grizemo in so tekmo v bistvu tista nagrada, da pokažeš, kaj si v bistvu. Kaj si se naučil v tem času oziroma, ja. Zdaj, vsaka športna kariera je sestavljena iz nekih takih vijugic, ne, se pravi vzponi, padci, zmage, porazi. Bi ti zase rekla, da se več naučiš iz zmag oziroma uspehov ali iz neuspehov, porazov? V bistvu se mi zdi, da odvisen, ja, od situacije, logično, ampak se mi zdi, da mogoče takrat, ko ti vse gre, se v bistvu niti ne zavedaš ali pa ne osredotočiš toliko, kaj dejansko si naredil, ali pa v bistvu si toliko v hajpu, da v bistvu sam delaš to rutino naprej, ker v bistvu ne rabiš spreminjati, če je uspešna. Ker vidiš, da ti gre, ja. Kadar ti pa ne gre, pa itak pač so misli vse povsod, pa ne sam, da v bistvu imaš ti, da razmišljaš, še toliko ostalih pride nate in se napopa in ti vsak svetuje kaj bo treba. Dejansko v bistvu pa res samo jaz ali pa v bistvu res tisti najožji krog ve, kaj dejansko se dogaja. In takrat se največ razmišlja, kaj bi v bistvu lahko popravil, kaj bi bilo lahko boljše ali pa kaj bi bilo lahko drugače, če bi v tistem trenutku tako pa tako naredila. Ampak jaz sem drugače dosti tako taka oseba, ki gre kaj narobe, mogoče ne kažem to tako, da me ful potre, mogoče tisti, ki me najbolj poznajo, pa tisti, ki so res skozi mano, mogoče malo pojamram tistih prvih par urc, kaj zaserjam, ampak pa se pa tako flegma, točno vem, popraviti ne morem, kar je bilo, dajmo se samo fokusirati na prihodnost. Na prihodnost, pa kaj lahko narediš itak, vsak človek,
ko nekaj dela, tisti trenutek da vse od sebe. In pač ne moreš človeka zdaj, ko bi rekla, napad, zakaj pa nisi kle stisnil ali pa zakaj nisi kle. Ja, v tistem danem trenutku siguren sem naredila najboljš, kar je lahko šlo. Pač potrudila sem se, zdaj pač enkrat rata, enkrat pa ne rata. In tako je v športu in tudi izven športa. V življenju, ja. Ja, to, da se ne ustavljaš ob porazih, se mi zdi zelo zrelo, ne? Ker je samo izguba energije. Ampak vseeno, če pogledaš nazaj na svojo športno kariero, a najdeš kakšno potezo, ki pa jo obžaluješ oziroma bi jo danes naredila drugače? Se mi zdi, da moje življenje je itak en tak cirkus, v bistvu cirkus v smislu tega, da se mi da se nikoli ne ustavi, da je skozi v pogonu in da sem skozi skačem, kje pa sem in da se mi konstantno nekaj dogaja in ne vem, se mi zdi, da ga ni trenutka, vsaj zdajle se ne spomnim, da bi rekla, da bi pač obžalovala kakšno potezo ali pa pač ne vem, uro, sekundo, ki bi se kaj narobe odločila. Po moje bi šla tako čez življenje, kakor je šlo zdaj. In ja, jaz sem se imela fino, itak ja, je rollercoaster, ne, pač gor in dol. Ampak ja, sem tukaj, kjer sem zadovoljna, ja. Ti živiš življenje, dinamično življenje profesionalne športnice in vse, kar se dogaja znotraj tega, se ti zdi verjetno do zdaj že samoumevno, ampak mi zunanji opazovalci, ne, ki se pa ukvarjamo z drugimi poklici, nam je pa to tuje. Tako da recimo, da te prosim, da izpostaviš eno stvar iz življenja profesionalne športnice, ki bi mogoče presenetila tiste, ki tega ne živijo. Dve stvari, ki v bistvu ne sem mogoče zimskih športnikov ali pa sploh pač biatloncev. Veliko ljudi ne ve, da mi začnemo trenirati že maja in da v bistvu naš pripravljalno obdobje traja od maja do oktobra in začnemo s tekmami novembra do marca, aprila smo fraj. In v bistvu se najbolj tako mogoče med sabo pogledamo, ko nekdo pride mogoče avgusta pa reče, a ste vi že začeli s treningi? In vsi kdaj že, ne? Kdaj že, že 1. maja švicamo, grizemo, tako da to je ena izmed teh, mislim, takih, ko moraš kar vdihniti pa si reči, sej ne zameraš človeku, če pač se ne spozna. Malo si pa misliš, kaj ti sprašuješ. Ja. Druga stvar je pa mogoče taka, da veliko ljudi ne ve, da mogoče kadar ne treniramo, v bistvu jaz zase lahko rečem, da grem po kosilu vedno probat spati. Da smo pač ko eni majhni dojenčki, ki pač potrebujemo itak veliko regeneracije, počitka. Tako da, ja, ni glih fajn, če grem spat, pa recimo me nekdo pokliče ob 1:30. Zato imam zmeraj potih telefon, da me noben ne moti. Super, da si to zdaj povedala, da bojo ljudje vedeli, kdaj te ne smejo klicati. Kaj pa je mogoče po tvoje tisto, kar je ključno za profesionalnega športnika, športnico? Se pravi, osebnostne lastnosti, ki so potrebne, da pač uspeš na tem področju? Ja, jaz sigurno mislim, da pač neka vztrajnost ali pa trma, ker v bistvu včasih moraš iti tudi z glavo čez zid, ampak v tistem pravem trenutku. Moraš pa tudi, se mi zdi, biti nek, ko bi rekla, ležeren ali pa pač znati uživati, no, da ni vse sam šport, ampak da znaš balansirati nekako življenje izven športa in pač profesionalizem in se mi zdi, da ja, to je zame ključ, da se v bistvu lahko zase rečem, da uživam v tem, kar delam in pač delam to zase in to me veseli. Pač noben me ne pregana, noben me pač ne sili v to in da imam to svobodo, no.
Zdaj, kar je tudi pomembno, ne kot osebnostna lastnost, ampak kot način življenja, je, da seveda ste v top kondiciji, formi, da živite zdravo. Je zate to naravno ali ti je včasih težko, da se moraš mogoče čemu odrekati? Jaz bi lahko rekla, da biatlon je pač res dinamičen šport, v bistvu vzdržljivosten šport, tako da zase lahko rečem, da je nobenih jedilnikov ali pa pač kaj tako, da bi se striktno držala česa jest, česa ne jest. Še zmeraj sem zagovornik, da je treba jesti vsega pomalo, pač nek balans. In ja, tako tudi sama živim, tako da ja, ni mi pač težavo pojesti celo milko. Je pa res, da mogoče je ful smešen, da kuhane zelenjave res jo sovražim. Tako da ja, nek balans, ne. In ne obtožuješ se, če je kdaj pač pretiravanje v neki smeri, ker boš itak nadoknadila. Ja, pač je, ko bi rekla, pozitivna lastnost pač biatlona je, kakor se neka je vzdržljivost, ten šport in pač porabimo veliko kalorij in pač ja, zaradi tega lahko tudi vse velikrat pregrešim, bi lahko rekla. Se pa velikrat tako sama sebe zalotam, pa si rečem, kakšna bom jaz, ko neham trenirati. Mislim, preveč rada imam hrano, če razumete. Glede na to, da si izpostavila, koliko ti že od nekdaj pomeni gibanje, ne samo znotraj profesionalnega športa, mislim, da ne bo problema. No, sej, na to bi se pa v bistvu zdaj navezala. Izhajaš iz družine, kjer se je ves čas poudarjala pomembnost gibanja, zdravega življenja. Imaš kakšen nasvet za tiste, ki bi pa želeli živeti bolj zdravo oziroma narediti en korak v smeri bolj aktivnega preživljanja prostega časa, pa ne vejo, kje začeti? Ja, saj ne rečem, tudi jaz imam včasih sploh recimo kakšne dneve, ko sem, ne vem, pride kakšen dan, ki ne vem, zunaj ima bolj oblačno, pa je bolj ta temačna energija, ampak ja, to je moja služba, jaz moram iti. Za tiste, ki pa v bistvu je to, ko bi rekla, prosti čas, pa ne vem, tudi jaz sama sebe zalotam včasih na kakšnemu treningu, ki se mi tako res ne da iti. Pač se moram sam prisiliti, da grem, pač samo obleči se moraš in stopiti pred bajto. In to je ta začetek. Pač napravi se pojdi pred hišo in pač ne vem, do tistega prvega znaka pa nazaj in pač začetek je. In se mi zdi, da se moraš sam spraviti ven, se preobleči. Ja, vem, včasih je težko iskati ostati, pa se sam preobleči, ampak to je že tisti prvi korak. Tle se začne, da se, ne vem, iz normalnih cun pač daš v neke športne ali pa pač trenirko in greš samo ven pred hišo, magar, ne vem, delati kaj okoli hiše, ne vem, zaliti rastline, že pač tukaj se začne, da pa začutiš to naravo, svež zrak, ne vem, mogoče tudi v smeri tega, da v bistvu se zmenite, da greste nekam, ker pa si prisiljen. In to je pač tudi ena izmed taktik.